Če nadaljujem kar pri podpredsedniku še enemu, torej podpredsedniku stranke Francu Bogoviču in Janez Tomšič je prej omenil ankete in objave, če se je zakonodaja spremenila. Ne bi povedal. Lep večer vse skupaj. Pozdravljeni najprej kolega, vašega kandidata, to je podpredsednika. Lep pozdrav obema županoma, prej sem na hiter. Vlažno videl gospod Patomar, pa sem ne lepo pozdravil tudi vi. Vidim tudi stare znance gospoda Hemingmana, našega predsednika iz Ribnice in tudi ostale. Pozdrav tudi v imenu predsednika Radovana Žerjava, ki bi danes bil z vsebem tu v Janezu, vendar je prišlo ravno tega soočenja, da danes ob 20. uri in očitno treba in zagotovo treba tam tudi biti. Kar se tiče direktnega vprašanja, ni se nič spremenilo, tako da volilna zakonodaja ne spremenjena, tako da mi tudi sami ne čudi, zakaj se sedaj te javnomnenjske objavljajo. Tudi moram reči, da smo se na nek način že s poplavo vedno večjega števila javnomnenjskih anket jasno sprevideli, da so ankete v dvojnih funkcijah. Ena je merjenje javnega mnenja, mislim pa, da je bolj v času volilne kampanje, pa da je ustvarjanje javnega mnenja in tako da tega, kakšen vzorec zastaviš, kater del države bolj obremeniš, je tudi rezultat zelo različen. Tako da, kot je že Janez omenil, ves čas smo spremljali in drži to, kar je dejal. Anketa, ki je bila delana tudi na področju celotne države, delala tako, da se je v kraji poleg stranke omenjal tudi imena. To je ta anketa, ki je bila večkrat objavljena od Episcentra in v tej anketi smo vztrajali skozi celo kampanjo približno 0,5% na teden pridobivali, zdaj predvsem po soočenih bliže pred nastankom list, zelo blizu 10%, potem je to presekalo na to kampanjo, zdaj se pa zopet nazaj, tako da resnično tako, kot je dejal, Janez je bilo zdaj nekaj 8,2%. Mogoče bo se še nekaj stavkov več tudi v samem programu, res je tako, Janez pa tisto najtežje delo. Ljudje smo nasplošno zelo glasni, najbolj za šankom, kjer druge, ko je treba, ki pošiljati, ko je treba, pa na papir so pravič, pa zagovarjati, pa običajno manj tisti. To, kar je Janez tudi omenil, mislim, da mi je v letošnjem programu uspel, da smo resnično naredili program zelo kratek, mi se nismo trudili za 100 strani, gradiva je bilo več kot to, precej več, da smo na koncu dejali, treba strniti in tudi strnimo v tiste ključne prioritete, ki so za to državo v tem trenutku potrebne. Mislim, da je čas, ko bo potrebno, tako kot je nam dejal na konvenciji stranke gospod Ivan Oman, da resnično bo treba to državo spraviti v red. Nekaj je narobe v njej in ko smo si postavili prve prioritete, smo resnično dali prvo mesto. Vse narediti za to, da bo gospodarstvo močnejše, da bo imeli delo svojo vrednoto, da bo to nazaj vrednota, da ne bo vrednota, kupčkanje s papirji, kupčkanje z denarjem, pa na koncu življenja na račun drugega, ampak da bo od dela potrebno živeti. Mislimo, da je zelo potrebno, da se državi tudi naredi zdaj ena dosti široka koalicija, kako smo danes bili skupaj na zboru za Republiko, je tam zelo jasen signal bil, kje vidimo, da je to osrčje te koalicije. Mislim pa, da je čas, da resnično damo prioriteto nekaterim problemom in da tudi to v širšem krogu naredimo. Upam, da bo to moč sestaviti. Res pa je to, da vsaj nekateri, ki so se proti koncu pojavili, so zelo težko neki kredibilni partner te koalicije, predvsem mislim na zaščito državnega kvota, na to, da bi stopili v kakšno koalicijo s pozitivno Slovenijo. Ne izključujem na teh stvari, vendar pa mislimo, da prednostno sodimo v ta prostor in v nek antagonizem, ki se pojavlja tudi med glavnimi akterji. To zadeva nemogoče, tudi mislim, da si Slovenija zasluži drugačno državo, kot je mogoče tudi ta miselnost, ideologija, pa predvsem tisto minulo delo teh ljudi tudi bi prineslo. Kot sem že prva zadeva je ta zadeva ključno tu noter, da smo zapisali, da potrebno narediti to, da se tudi za tiste, ki so prijemniki socialnih podpor, da se jih vključi v neko aktivno vlogo, da se tudi organizira družbeno koristno delo, na nek način se bo resnično vsak dogovor potrudil tudi za tisti del in da bo
da se v tej državi nekaj spremeni, da ne bodo mladi rekli, da so ali pa mladi ali pa starejši, da se ne splača delati, da pač to ni, da ni matematike, če potegne po črto, kar se nam že dogaja. Drugo področje je področje pravne države. Jaz mislim, da smo v zadnjem času resnično poskušali z nekaterimi zakoni, ki bodo tudi sprejeti v zadnjem času, od teh javnih podatkov, od prenosa denarja v davčne oaze, od teh zakonov o gospodarskih družbah, ki je zdaj zelo aktualni in zgleda, da bo deležen presoje na ustavnem sodišču. Gre za nekaj, da smo enostavno, da mislimo, da se je v razvoju 20-letne države toliko stvari spremenili in šlo v neke deviantne vode, da je potrebno tudi na zakonodajnem področju nekaj spremeniti. Zelo čudno nam je bilo, da je recimo koalicija bila proti temu, da bi se uvedel v slovenski pravni red to tako imenovano obratno dokazno gradivo za tiste kršilce zakona, ki se ukvarjajo in se jim dokaže, da se ukvarjajo s terorizmom, z trgovanjem z drogo, trgovanjem z belim blagom in podobnimi zadevami, kajti koalicija enostavno z resolucijo Evropskega parlamenta, ki bi jo morali v državnem zboru potrditi, dala pridržek ravno na tem področju. In mislimo, da so to tisti napačni signali, kjer bo treba v tej družbi resnično nekaj spremeniti. Zanimiv je pogovor z predsednikom sestrske stranke, Hrvaške seljaške stranke v Mariboru, kjer smo s predsednikom govorila in smo vprašali tudi, kaj se je korenitega spremenilo na Hrvaškem, da začenjajo tudi te velike trofeje pred sodišče, če smete tako reči. Enostavno dejal, ko je postala predsednica vlade gospa Kosarjeva, so se skupaj voditelji koalicije sili za mizo in povedali, da ni nedotakljivih in da so dali dejansko prostor roke pravosodju in pa policiji. Tu mislim, da se v Sloveniji ni dogajalo. Videli smo iz mnogih primerov, na katerih smo opozarjali, da smo resnično marsikaj država, kjer pravni red ni za vse enotni in to so tiste ključne zadeve, ki je treba spremeniti, pa če hočete od posameznika pa do gospodarstva, kjer tudi imamo velike probleme v gospodarstvu zaradi takšnih tajkunskih zgodb, pa še raznih drugih stvari. Tretja stvar, s katero se pa Slovenska ljudska stranka vedno identificira in tudi želimo dajati poudarke, je enakomerni razvoj države. Skozi tudi mi vidimo velik pomen slovenskih občin. Zagotovo sam tudi smo kolegi, gospod Novak je še en mandat več od vsega začetka, ti si bila še mandat manj, da si mandat tretjega zalet, ali tudi se zjavim. Tako da jaz za vso odgovornost rečem, da danes v Sloveniji, če kaj delujejo slovenske občine. Tisti, ki govorijo, da je občin prevelik, da so male, velike občine, jaz vedno pravim, da občine so različne, so pa dobre in slabe, tako velike kot male. In velika množica malih občin, sam sem se prepel, ker nekaj let nismo vzeli v Sodežici, se vidi urejenost krajev in zagotovo se Slovenija od ostalih teh mlajših držav Evropske skupnosti ločuje po tem, da je urejeno podeželje. Kot ste omenili, sem tudi v odboru za lokalno samoupravo in sem na srečanju v Bruslju, ker je Evropski parlament v prejšnji sestavi dal zaključno poročilo in napotek novim parlamentarcem. In v tem poročilu ugotavlja, da je ključna pomanjkljivost Evropske skupnosti danes, da na področju lokalne samouprave, da vedno več ljudi biva v velikih mestih, posledično iz tega problemi velikih mest od onesnaženja dnevnih migracij, konca tudi nemirov, ekscesa, ki se pojavijo v velikih mestih in na drugi strani problemi podeželja, ko imaš izpraznjeno podeželje, ko je poseljeno sledno manjše in pada gospodarska aktivnost. Tako da jaz mislim, da v tem delu so občine v Sloveniji odigrali zelo pomembno vlogo, prihaja pa čas, da bo potrebno decentralizirati to državo in tudi zagotoviti, omogočiti dodatno delovno mesto na tem področju. Mi smo to navedli celo vrsto teh ukrepov, od državnih investicij, kot je tudi tale vaša cesta Ljubljana-Kočevje, pa če hoče tretja razvojna os do našem koncu Krškem, dokončanje hidroelektrarne Spodnje Save in Srednja Sava. Mislimo, da bi država tu morala odločno poseči te investicije, to spodbuditi, na drugi strani pa tudi z razvojem podeželja, kmetijstva, kmetijo narediti kot enega srednjega turističnega produkta,
povezati z bogatstvom, ki ga predstavlja slovenski gost, od lesno predelovalne industrije, vse do 10 centrov za resno biomaso, tako da dejansko narediti disperzijo teh delovnih mest po podeželju, po slovenski periferiji in enega od ključnih ukrepov tudi za zagon gospodarstva, spostaviti ukrepe za to učinkovito rabo energije, tako v javnih objektih, večstanovanjskih objektih, zasebnih objektih in tu vidimo eno pomakljivost dosedanje ureditve, ko so na ta sredstva lahko kandidirale le tisti zavodi, kateri ustanoviteljice država, fakultete, bolnice, domi starejših, ki so imeli šole, vrtci in podobne javni zavodi, ki so vlastne občin in so občine dolžne z njih poskrbeti bolj narediti. Tako da jaz mislim, da tukaj med občinami je zagotovo potrebno povezovanje, najti stične točke, vsekakor pa so slovenske občine nosilke tega razvoja v tem času. Toliko mogoče do nekaterih teh osnovnih podatkih, pravkar ste imeli vprašanje, več se tega povedal. Nismo se niti prej uspelo dogovoriti, kakšen je vaš scenarij, da ste se zadev govorili, jaz pa tudi počasa kaj povedal.